pozdravljeni. Danes bomo govorili o slovenskem jeziku. Natančneje k temu nas je spodbudila razstava, ki si jo lahko še vedno ogledate. Imenuje se Z glasbo v srcu, kjer so študentje in študentke Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem analizirali besedilo glasbene skupine Šank Rok. Z nami je njihova mentorica in tudi predstojnica oddelka za slovenistiko na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, docentka doktorica Jana Vovk. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, analizirali ste pesmi rokovske zasedbe. Kako je pravzaprav prišlo do te ideje? Pri predmetu skladnja je ena od študijskih obveznosti študentov, da izdelajo analizo besedila. In ker se učimo tako o zapisanem kot o govorjenem besedilu, smo pred leti res analizirali najprej zapisana, potem pa sem nekako razmišljala, kako jim govorjena približati. In recimo nekakšna skupna točka so peta besedila, se pravi, da so res zapisana, ampak se jih potem izgovarja. Začeli smo najprej tako, da sem jim kakšne verze dajala kot primere vaj. Potem sem pa razmišljala, da konec koncev lahko se tudi sami preizkusijo v analizi, in tako smo začeli. Na kakšen način ste pa analizirali? Kaj točno ste analizirali? Stavčne člene? Ja. Iz 3 delov je bila zgrajena raziskovalna naloga, analize besednih zvez, analize stavčnih členov in analize vrst povedi oziroma razmerij povedi. Potem pa ste to razstavili. Na kakšen način torej lahko pri predmetu skladnja naredite razstavo? V bistvu razstavili smo ne besedila sama, ampak izsledke analizno. Oziroma tako najprej smo predstavili na kratko skupino, potem vsakega od besedilopiscev, ki smo ga obravnavali, in potem naprimer pri prvem besedilopiscu, ki ga je ena študentka obravnavala, je izpostavila, katerih besednih zvez je največ poiskala v besedilu oziroma našla, in kako so sestavljene. In nekaj teh primerov smo potem dali na razstavo in enako tudi za primere povedi, se pravi, ali gre več ali manj za priredja ali podredja, če so podredja, katere vrste odvisnikov prevladuje, če so priredja, katere vrste priredja. In za vsakega avtorja smo potem napisali primere besednih zvez in odvisnikov oziroma priredij. Je bila to prva tovrstna razstava? Ste se česa podobnega že lotevali v preteklosti? Na tak način ne. Delo študentov predstavljamo pa tudi drugače. So na primer imeli že literarni večer svoje poezije, ki so pisali sami. Letos so sami pisali sonete, jih prebirali, jih opremili z video vsebinami in objavili na YouTubu. Ker se mi je zdela to zanimiva naloga, smo se odločili, da sodelujejo tudi pri projektu ob 120. obletnici Bogomira Magajne in bodo tudi njegova dela na enak način, se pravi, naredili bodo izbor mladinskih del in del za odrasle in potem bojo interpretativno prebirali, opremili zopet z video vsebinami in bomo potem objavili na YouTubu. Potem, na primer, raziskujemo tudi pravopisne napake v različnih vrstah besedil. Raziskujemo, koliko poznajo stare besede, zastarele besede, koliko poznajo nove besede. V bistvu čisto odvisno od besede. Nekatere, ali pa tudi od starostne skupine, ali pa tudi od narečne pripadnosti, verjetno tudi povezano res s pokrajinskimi pripadnostmi. Potem sodelujejo tudi študenti pri naprimer tečajih slovenščine, Speak Up, to so pripravljalni tečaji za tuje študente, ki pridejo študirati na slovensko izvedbo, tudi za zaposlene tujce, pa tudi za študente, ki študirajo na tujih izvedbah. In tudi mislim, da posebnost slovenistike je tudi to, da se študente nauči, da naredijo knjigo na ključ. Se pravi, da so v celotnem procesu od zbiranja besedila, lektoriranja, oblikovanja in potem pripravijo
knjigo ali pa letake za izdajo. Se pravi, da delujejo kot uredniki v založbah pravzaprav. Ja, ja. Šankrok, mogoče vejo, da ste naredili to razstavo? Vejo. Se je kdo udeležil otvoritve ali kaj podobnega? Ne, v bistvu nismo imeli takšnega velikega dogodka ob otvoritvi, ampak vejo, ja, ker sem jih tudi prosila, če lahko uporabim njihov vers, ker to je vers iz besedila. Ne. Pa sicer ste opazili, da je tudi tam notri kaj pravopisnih napak, kar nekaj jih je že postalo prav kultnih iz slovenskih besedil, ležanje v mreži med dvemi drevesi in podobno. Ja, sicer ni bil namen iskanje ne pravopisnih, ne slovničnih, ne kakršnih koli napak, ne, ampak ja, smo ugotovili, naprimer, da se ne uporablja rodilnik, ne, naprimer, jaz nimam noč za spanje, pravilno je noči, ali pa tudi res dvojina, ne. Drugače pa velike težave pri analizi so delali naprimer odsotnost veznikov, napačno postavljena ločila, odsotnost osebne glagolske oblike, zamenjan besedni red in tako naprej. Kar po eni strani, nekaj od teh posebnosti, bom rekla, je pričakovanih, razumljivih, ker gre za besedilo, ki mora ustrezati ritmiki, rimanju in tako naprej. Pa je sicer tako pogosto pri teh besedilih, ki so namenjena petju, je mogoče razlika med poezijo, ki je pisana, kot da bo kvečemu recitirana, to poezijo, ki je bolj v popkulturnih besedilih oziroma da jo uporabljajo glasbene skupine. Kakšna je v bistvu razlika med poezijo, ki je pisana z namenom zgolj za branje in tisto, ki je narejena z namenom za poslušanje? Jaz si predstavljam, ni pa nujno, da vseeno so nekako bolj mogoče lahkotna besedila oziroma teme, da se bolj prilagajajo občinstvu. Zakaj pa ste izbrali prav Šankrok skupino? To je bila moja pobuda, ker spremljam skupino že precej dolgo, in ker so leta 2022 imeli 40. obletnico. Zdelo se mi je, da imajo ogromno besedil, ne? Teh besedil je preko 100. In potem, mislim, tako, na začetku sem se spraševala najprej o izgovoru, ne? Pevec sicer je Štajerec, ampak ima zelo, bom rekla, knjižni izgovor. Potem včasih pa v živi izvedbi, mogoče je nekoliko drugače izgovoril ali pa naglasil in sem bila najprej pozorna res na izgovor. Potem sem počasi se spraševala o besednih zvezah, kakšni so, in ker so besedila pisali različni besedilopisci, ali mogoče prihaja do razlik med njimi, ali piše vsi na enak način in tako naprej. Pa so sicer študenti poznali to skupino? Zdi se, da v zadnjem času niso ravno prav dejavni, da bi vsaj neke nove pesmi dajali ven, mogoče na koncertih jih še vidimo? Nekateri ja, nekateri ne. Nekatere so, ena študentka, se prav spomnim, je zapisala, da je to glasba naše mladosti. Nekateri pač vedo, da obstajajo, ampak niso jih pač spremljali. Kako pa to, da se niste mogoče odločili vseeno za kakšnega bolj, da ne rečem, narečnega, istrskega, vsaj primorskega izvajalca? To je naslednja faza, naslednji projekt, oziroma letos smo analizirali besedila MEF-a in bomo, upam, da oziroma dogovarjamo se, da bi predstavili kot na nekakšnem pogovornem večeru na fakulteti. On pa bo verjetno prišel v živo? Ja, pravi, da ja. Kako pa pri njemu zaenkrat kaže, upošteva slovnico, ne? Pri njem smo izpostavili, da ima precej dolga besedila, res so daljša. Daljša so, naprimer, kot besedila skupine Šankrok. In tudi, da potekajo res, kot da bi zgodbo pripovedoval. Ne? Ampak vseeno, tudi pri njem se opazi, da se izpušča veznik ali pa obrnjeni besedni red in podobne zadeve. Kako pa je samim pravorečjem, torej z izgovorjavo? Če naprimer bi pogledali Šankrok, če so Štajerci, tu je verjetno veliko širokih ejev in podobno. Kako naprimer se kaže prav
istrski dialekt? Kje se oža, kje se širi? Dialektologija sicer ni moje področje, no, je pa bolj pravorečje. Govorci južno-primorskega govora, v bistvu, bom rekla tako, no, glede na analize, glede na strojne analize, nimajo takšnega ločevanja na široke in ozke e in oje, ampak imajo nekakšen umestni glas. Seveda to gre lahko samo pri ejih in ojih, kaj ne? Ja. I in u. Ne, in u sta pač samo, mislim, nimata dvojnosti, da bi se lahko izgovarjala široko ali pa ozko. Tudi teh umestnih dvojnih vejev, kot bi jih imeli na Krasu, verjetno tudi ni. V narečju? Ja. Ne si pravim, da dialektologija je stvar drugih kolegic, bi one bolj znale povedati. Ja, vi ste se verjetno bolj ukvarjali z pravilno slovenščino, vendarle delate tudi na radiju, tudi s študenti. So vas tam kaj tudi učili pravorečja, pravilne izreke? Ali so rekli ne, saj je v redu, saj ste vendarle slovenistka? Mislim, ne, jaz nisem delala, jaz sem kot mentorica. Pomagam, mislim, mentoriram njihove prispevke in tudi govorno. Smo pa nekako tako dogovorjeni z radijsko lektorico, Mojco Maljevac, da se študente, preden gredo res na snemanje, se jih preizkusi. Se pravi, da imajo res lep standarden izgovor. No. Pa imajo tudi te probleme, dostikrat smo v osnovnih šolah poslušali, ja, pravilno se bere, da greš pri vejci z glasom navzgor in pri piki z glasom navzdol. In potem se dostikrat sliši, kot da vsi berejo ves čas pravljice za otroke. Ali ste tudi to kaj polemizirali? So imeli kaj probleme s tem? Mogoče na začetku, potem, ko se jih malo spodbudi, da naj bo besedilo tekoče, da naj ne bo monotono, potem steče. Sicer pa to pomeni, da se ves čas menjavajo študenti ali obstaja neka skupina, s katerimi pravzaprav delate? Ja, neka skupina obstaja, se pravi, ki je že bolj zverzirana, bomo rekli, no, in pomaga tako v procesu morebitnega preoblikovanja prispevkov, kot tudi snemajo. Letos snemajo 3 študentje, lani sta bila 2, ni pa, da jih, naprimer, da vsak študent, ki napiše prispevek, da tudi ga prebere. Pa jim tu pomagate s temami ali jih povsem sami izbirajo? Ne, to imajo nabor tem, imajo naveden na začetku semestra in potem se oni izbira med tem naborom. In katere so bolj popularne? Tako, meni se zdi, da za prve letnike so precej težke te jezikovne zagate, ker včasih so dvojnice, pa ne znajo ustrezno razložiti, kdaj se uporabljajo, kdaj ne. Tako da prvi letniki se srečujejo s frazemi. Višji letniki pa s takimi jezikovnimi zagatami, ki naprimer se o njih pogovarjamo pri predmetih, ne? Ali pa ko slišiš koga, kako bi pa zdaj jaz povedal, ali sem prav povedal, potem to obdelamo v kotičkih za jeziček. Kakšen je pa tak primer, naprimer, teh jezikovnih zagat? Kje se ponavadi zataknemo? Rodilnik smo že omenili, dvojina, to sta verjetno bolj klasični napaki. Ja. Zanimive so, naprimer, blizu zvočnice. Ne vem, deloven, delaven. Ne? Ali pa ne vem, kateder. In katera je pravilna ali pravilnejša? Deloven je tisti, ki rad dela. Oziroma delaven je tisti, ki rad dela, deloven je pa tisti, ki je povezan z delom. Sicer pa koliko študentov sploh študira pri vas na oddelku za slovenistiko? Je to širok, velik, obsežen oddelek? Ne, gre za manjše skupine, recimo butični študij, je pa res, da se potem te skupine kombinirajo tudi z ostalimi študijskimi smermi. Torej dvopredmetno? Dvopredmetno je, oziroma bo na novo uvedena s prihodnjim študijskim letom na celi fakulteti. Se pravi tudi višji, tudi magistrski študij? Magistrski ni še dvopredmetni, ampak bo se dela na tem. Kako pa je sicer študenti, jih imate dovolj? Preden smo vklopili kamere, ste mi zaupali, da potreba po njih je pa kar velika. Ne, še zdaleč jih nimamo dovolj, že kar nekaj let nas kličejo iz osnovnih šol, iz srednjih šol, tudi iz ljudskih univerz, če
Je na razpolago kakšen študent, ki bi lahko učil ali pa poučeval slovenščino kot drugi tuji jezik, ampak jih res primanjkuje. Se vam zdi, da je bilo enako v času, ko ste sami študirali? Ne, takrat nas je bilo naprimer na enopredmetni okrog 30, na dvopredmetni pa mislim, da okrog 60 študentov je bilo. Zakaj se vam pa zdi, da mogoče ni toliko zanimanja za slovenski jezik? Ker jih večina reče, sej ga že tako ali tako govorimo? Mislim, da ja. Ja. Ker, katere so potem tiste zagate, s katerimi se pa študentje slovenistike ponavadi srečujejo? Verjetno imajo tudi oni s katerim delom slovnice kaj večji problem kot z ostalimi. Po mojem najprej je tako, da nekaterim študentom je bliže jezik, drugim književnost, ne? In se že tukaj pozna potem razlika, ali jim gre lažje književnost ali jezik, potem pa tudi, ne vem, naprimer tistim, ki književnost bolj leži, ne? Mogoče nekaterim je bolj všeč dramatika, ne? Pa se ne poglablja, mislim, ne da se ne poglablja, ampak ga nekoliko manj zanima, poezija. Pa tudi pri tistih študentih, ki jih bolj jezik zanima, tako iz njihovih pogovorov se da lahko ugotoviti, ali jih bolj lektoriranje, ali jih bolj poučevanje, ali jih mogoče bolj, radijsko delo. Pa se lahko že usmerjajo tekom študija? Da se prav usmerijo, ne, no, ampak glede na to, se pravi, da jih je malo, smo skoraj bolj po domače. In res jih, no, jim pomagamo, naprimer, k iskanju prve zaposlitve, oziroma če nas kdo pokliče, ne vem, z radijske postaje, ne, potrebovali nekega študenta in potem si rečemo, to študentko zanima, bomo priporočali njo. Če vidimo, da nekomu gre bolj poučevanje slovenščine kot drugega tujega jezika, naprimer priporočamo tega študenta in tako naprej. Ker to pomeni, da mora imeti znanje še nekega drugega jezika, kaj ne? Mislim, drugega jezika, angleščino gotovo, ker imajo tudi v študijskem programu, drugače pa lahko si izbirajo tudi iz kar obsežnega nabora lektoratov, no. Kaj pa, na primer, kot slovenistka menite glede narečij? Po eni strani jih je verjetno vredno obdržati, po drugi strani poskušate govoriti in uporabljati pravilni slovenski jezik. Kje je smiselno povleči uranilovko? Jaz mislim tako, da različne jezikovne zvrsti v različnih jezikovnih okoljih, ne, oziroma v različnih položajih. Naprimer, jaz doma ne bom govorila pravilno knjižno, ampak narečno, ker se mi zdi lepo in tudi prav, da se ohranijo narečja. Po drugi strani pa tudi, da znamo, ko pridemo v neko uradno komunikacijo, da znamo v bistvu preklopiti, no, na standardno različico. Zakaj pa v uradni komunikaciji preklopiti? Nekateri pravijo, pa sej tako najlažje ohranjam svoj jezik, naj se ostali naučijo. Zato, ker je narečij v slovenščini ogromno in če bi se vsak v svojem pogovarjali, ne vem, če bi prišli do istega zaključka ali do istega cilja. Koliko pa ste kaj strogi? Do mene je namreč prišla zgodba, da v času, ko je še gospod Toporišič učil na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je neka študentka prišla do njega in je rekel, no, super, naredili ste. In potem mu je dala, v času še, ko so indekse podpisovali, mu je dala indeks in je rekla, izvolite. Pa je rekel, no, potem se bova pa videla še enkrat. Zakaj? Ker bi mu morala reči, izvolite, ni slovenski izraz. Koliko smo strogi, verjetno je to vprašanje za študente. Predvidevam. Ampak zahtevate pa, da govorijo pravilno slovensko, ko so na izpitu? Ja, to je. Tudi recimo vpisujejo se tudi tuji študenti, naprimer pri predmetu, ki ga jaz izvajam, pravopis in pravorečje, pač morajo v slovenščini odgovarjati, ne? In tudi pisati. Koliko pa imajo kaj problemov pravzaprav s tem? Veliko poslušamo, mladi ves čas uporabljajo vse več angleških izrazov, izposojenk. Imajo probleme kdaj najti slovenske ustreznice? Jaz mislim, da v nekaterih primerih ja, ker so že toliko tile tujejezični izrazi udomačeni,
ali pa mogoče tudi ne poznajo starejših slovenskih izrazov. No? Ker to, ko smo raziskovali s študenti pozabnice, smo tudi ugotavljali, da marsikatera res izginja iz rabe, no? Marsikatera beseda. Katere besede so to, recimo? To so tiste besede, ki, kot sem že rekla, izginjajo iz rabe in se jih vedno manj porablja. Lahko date kak primer? Obisti. Še vedno obstaja, ampak je ne uporabljamo več. Ja. Super. Zdaj, je vedno več teh besed, ki izginjajo iz rabe, ker to pa ni narečna beseda, ne? Ne, to ni narečna. Ne. Kaj pa vem, kot sem prej rekla, verjetno tudi malo odvisno od pokrajinske pripadnosti, ker gotovo so nekatere vezane na pokrajinsko pripadnost. Pa tudi na sleng, verjetno. Tudi, ja. Pa je sleng, bi rekli, naprimer, vaših študentov podoben slengu ljubljanskih študentov? Jaz mislim, da ima več, predstavljam si, da ima kakšno italijansko izposojenko več. Kako pa je, naprimer, s tem, rekli ste, da učite tudi pravorečje? Pogosto poslušamo nekaj, recimo, ko pogledamo nacionalno televizijo ali poslušamo nacionalni radio, neke besede, ki jih verjetno nihče razen njih ne uporablja po tem, kot bi jih morali. Naprimer, beseda bolj. Vsi rečemo, nekaj nas bolj moti kot nekaj drugega, morali bi reči bolj. Se vam zdi, da je to smiselno, torej, da se držimo tega pravorečja, ki je zapisano, ali se tudi to s časom pravzaprav spreminja? Se spreminja. Pravzaprav mi nimamo pravorečnega priročnika že kar nekaj časa. Pomagamo si slovarjem slovenskega knjižnega jezika, pa s pravopisom ali pa s kakšnimi priročniki, ki jih delajo ali javni govorci ali profesori na fakultetah ali pa drugi, ki se ukvarjajo s pravorečjem. Se pa spreminja. Se spreminja. Komisija za pravopis spremlja tudi pravorečna vprašanja, no? In mislim, da lani, če se ne motim, so izdali tudi nekaj novih predlogov in se uveljavljajo tudi dvojnice, no, v izgovoru. Tako da se spreminja. Kot recimo agencija, čeprav to je tujka, je verjetno malo drugače. Ja, so kar problematični, no, tile samostalniki, pa tudi pridevniki na iski, no. In je kar nekaj dvojnic. Ja, nihče noče reči kemijski, recimo. Ja. Ampak zakaj bi pa morali reči kemijski? Zakaj je to pravilno? Tako, ravno tile pridevniki, ki se končajo na iski, imajo več možnosti naglaševanja ali ohranjajo na osnovi, ali imajo vedno na zadnjem oziroma predzadnjem zlogu, ali pa je premični zlog. No. Gleda se pa predvsem v sodobnejšem času, gleda se pa predvsem na rabo in zato prihaja do sprememb. Verjetno je enako tudi pri prevzemanju besed od drugod. Sploh recimo, če govorimo o imenih, nedavno, no, ne toliko nedavno, ampak se je uvedlo tudi to, da lahko naprimer Chicago pišemo s č-jem in k-jem, je tako? Kako pa je torej pri osebnih imenih? Se lahko tudi tukaj zanašamo na kaj že zapisanega? Pri osebnih imenih običajno velja tako, da kaj to mislimo, tuja verjetno. Tuja osebna imena, tako ja. Se pravi, običajno je tako, da se, naprimer v originalu, ne, se jih zapiše, naprimer, ne vem, rusko Viktorija z dvema ijema, pardon, se ohranjata tudi v slovenskem zapisu dva ija. Kako pa je z zemljepisnimi lastnimi imeni? Ali tukaj res najbolje, da se odpravimo v ta kraj in vprašamo, kako poimenujejo ta kraj, ampak ali bi nam na Črnem Kalu rekli Črni Kal ali Črni Kal? Za Črni Kal ne vem, kako bi rekli. Lahko si pa pomagamo, no, z krajenim leksikonom, da ne potujemo ravno vsak kraj. Kako pa je pravilno? Črni Kal? Pravorečno bi bilo Črni Kal, ja. Kakšno pa pravilo tukaj zadaj pravzaprav? Zakaj se to izgovarja, zakaj se L recimo enkrat izgovarja kot U, enkrat kot L? Načeloma iz glasnic se izgovarja U, ampak so izjeme.
ne, kot je, ne vem, morski val ali pa predal. Ker imamo pa tudi potem takšne dvojnice, recimo, ko poslušamo takole nacionalni radio in govorijo ponavadi vremenske temperature in enkrat omenijo Cerklje, enkrat omenijo Crklje. Ja, to je bila, mislim, da precej burna debata, kaj je pravilno, kaj ne. In takrat, mislim, ne bom trdila 100%, ampak mislim, da potem se je uveljavilo tale krajevni izgovor. Torej, pri vsakem mestecu nekaj drugega. Načeloma naj bi upoštevali lokalni izgovor, ja. Načeloma. Ja, zadnjič sem tudi v eni Facebook skupini zasledila zanimivo debato, kjer so se pogovarjali, kako se pravilno reče Koper. Ali je pravilno Koper, Koper ali kako. In potem so vsaki svoje vasi drugače trdili za Koper. Kako pa bi torej vi dejali? Kaj bi bilo pravilneje? Knjižno? Ja. Koper, se pravi z ozkim ojem in s poglasnikom. Če pa imamo recimo narečne skupine, katere izgovorjave vi poznate? Jaz ne prihajam iz istrske narečne skupine, ampak nekje na meji med Krasom in Brkini mi bi verjetno rekli Koper. Je torej tako spet malo drugače. Ja, ker narečje imajo običajno bolj pester nabor samoglasnikov. No. Ravno zaradi tega jih je vredno tudi obdržati, kaj ne? Tudi, ja. Koliko pa jih imamo pravzaprav v Sloveniji? Tega je veliko? Preko 40. Samo narečij, dialektov pa? Ja, narečij. Verjetno mislite narečne skupine pa narečja? Tako, ja, se pravičujem. Narečje je preko 40, narečnih skupin je pa 7. Zdaj, pri vsem tem naboru in pri novih tehnologijah, ki se pojavljajo, prihaja vse več nekih pripomočkov za pravilno zapisovanje slovnice. Približno 2 tedna nazaj sem ugotovila, da obstaja tudi pripomoček za postavljanje vejic na spletu. Ali lahko tem pripomočkom zaupamo? Do določene mere ja. Ne pa vedno. Ena od naših podiplomskih študentk je ravno na to temo pripravljala magistrsko nalogo, no, in je ugotovila, da je zelo zanesljiv pripomoček, ampak zopet ne popolnoma zanesljiv. Ne. Nekatere izjeme so, kjer je pozabil vejico. Pa se vam zdi, da je mogoče, da zaradi takšnih aplikacij vse slabše govorimo knjižno slovenščino, oziroma da jo vse slabše uporabljamo? Mogoče, ker se zanašamo. Mogoče. Je pa še vedno, po moje, odvisno od posameznika, ali bo zaupal tem aplikacijam, ali pa bo mogoče svojemu jezikovnemu instinktu zaupal, pa potem mogoče še preverjal v priročnikih, ali ta aplikacija prav deluje ali ne. Ja, ker problematično lahko že, tako se imenuje, T9 se je včasih imenovalo, torej ta pripomoček, ki nam že v SMS-ih ponuja, na kakšen način naj se dokonča beseda. Ja. Ali to lahko povežemo tudi za vse manjšo količino branja, o kateri tudi ves čas poročajo, da se zaradi tega mogoče, se vam sploh zdi, da se nivo slovenščine slabša? Se ja, žal se. Na to kaže mednarodne raziskave, na to opozarjajo tudi v osnovnih in srednjih šolah. Žal tudi na fakulteti s kolegi opažamo, da imajo težave študenti tako pri glasoslovju, oblikoslovju, skladni, pravopisu. Kaj sploh sta glasoslovje in oblikoslovje? Glasoslovje je veda o glasovih, oblikoslovje je veda o morfemih. Oziroma, če poenostavite še malo za naše gledalce? Naprimer, glasoslovje ali je prav prometne ali prometne informacije, ne, ker v imenovalniku je promet, oblikoslovje, oblika besede, ne, sem sodijo tudi skloni, naprimer. In to opažajo tudi naši študenti, ki v svojih zaključnih delih, pa magistrskih delih tudi res raziskujejo pravopisno, pa tudi oblikoslovno, skladensko zmožnost. Mislim, da sedaj smo obdelali osnovno šolo, gimnazijo, srednje izobraževanje in tudi zapise oziroma besedila visokošolskih učiteljev je ena študentka analizirala.
In ja, imamo probleme. No. Je pri učiteljih kaj bolje? Je, mora biti, ne, ampak še vedno se najdejo kakšni sklopi pravopisni, no, ker analizirale pravopisne napake, kjer je še precej napak. Ja, v zadnjem času se mi zdi, da prav trendovsko postaja to, da vsakič, ko želijo ljudje napisati ki, pravzaprav napišejo kateri. Kdaj se kateri pravilno uporablja? Običajno z zvezdnikom, o katerem. Torej, recimo, če uporabite v besedilu, šlo je za nov kip, katerega so naredili v Kopru. Ja, ki so ga. Zakaj bi bilo tukaj ki? Če bi bilo o katerem so govorili, ne, po katerem so poročali in tako naprej, potem ja, bi bilo pravilno kateri. Lektoriranje je torej poseben predmet pri vas na fakulteti. Ja. Kako pa se recimo lektoriranje razlikuje od sicer skladnje in ostalih predmetov? Pri skladnji se obravnava pravila in se jih utrjuje, ne? Pri lektoriranju pa se potem zajame v bistvu vse. Od pravopisa, glasoslovja, se pravi premen v glasoslovju, do skladnje, do oblikoslovja. Se ne osredotočimo samo na eno jezikovno ravnino. No. Do katere mere pa učite, da je smiselno lektorirati? Vse več je namreč tudi nekih leposlovnih del, ki so že napisane v slengu. Ja, to je tudi umetniška svoboda. To je eno. Sicer pa v bistvu jih učimo, da naj ne bodo tisti cenzori z rdečim svinčnikom oziroma z rdečim kemikom, ki popravlja vse, ne? Ampak se tudi prilagaja na primer stilu pisanja avtorja. In vsekakor mora v sodelovanju z avtorjem popravljati napake. Je res, da lektor predlaga popravke, ampak tudi ni nujno, da jih vedno avtor sprejme. Kaj pa v smislu, ko imamo na primer letak za otvoritev festivala? Bi bilo to smiselno popraviti, besedo otvoritev? Namreč pri nekem festivalu smo imeli dejansko problem glede tega, ali bi se zmenili, ali je otvoritev res preveč hrvatizem, ali se raje odločimo za odprtje, ki nas je vse malo preveč spominjalo na prebavne težave. Nisem pomislila na prebavne težave. Verjetno bi študenti predebatirali, kaj se jim zdi bolj nevtralna beseda, no? Nevtralna raba. Ne gre pa se na vsak način izogibati takim, naprimer, kaj je pravzaprav to sposojenka ali kaj je v bistvu otvoritev? Ja, oziroma tujezičnim besedam, ki pridejo potem v slovenščino, ki se prilagodijo, ja. Ker se vam zdi smiselno, da se mogoče na vsak način, na vse pretege izogibamo tem besedam? Ne, jaz mislim, da ne, ker jezik nikoli ne živi izolirano od ostalih jezikov in mislim, da ni smiselno. Ker kako pa je recimo s prevzemanjem novih izrazov? Ali to pač dokler je v rabi, potem pristane v slovarju? Če se obdrži nekaj let, potem že pristane kar v slovarju? Jaz si pravim, novejši priročniki ugotavljajo rabo. Imajo tudi določen kriterij, koliko pojavitev mora biti v določenih besedilih oziroma v določenih virih, da potem lahko pristane v, na primer, SSKJ-ju. Zdaj, ne smem vas pozabiti vprašati še glede tega, kar se tiče razstave. Ali mogoče lahko presodite, potem ko dobite napisano neko besedilo, ali gre za pesem, ki je namenjena v glasbitvi ali ne? Ne, tudi to ni bil namen, no, ampak tako kot sem se malo tudi pogovarjala s kakšnimi glasbeniki, no, je najbolj rekla, uspešna mogoče takšna izvedba, kjer sodelujeta skladatelj in besedilopisec in sproti spreminjata, prilagajata, da pridejo potem do skupnega cilja oziroma da pesem obema najbolje zveni.
Zdaj, v besedilu k razstavi ste zapisali tudi, da poezija in glasba na Slovenskem sobivata že od razsvetljenstva dalje. Ali virov o tem, da bi bilo kaj takega prej ni, ali kako ste prišli do te ugotovitve? V bistvu smo povzemali članek ene raziskovalke, no? Je pa tole bi bilo mišljeno poezija klasikov. Seveda prej so že obstajale, naprimer, ljudske pesmi, ki so se pele, ali pa cerkvene pesmi, ki so se tudi pele. Točno v tem primeru je bilo, se pravi, mišljeno besedila klasikov, ki so jih potem opremili skladbo. Zdaj je veliko teh hibridov nastaja, torej med poezijo, ki kasneje postane, ki je šele kasneje uglasbena. Ali obstaja tudi obratno, torej da ljudje pišejo poezijo na podlagi uglasbene pesmi, ki jo potem malo priredijo in napišejo poezijo? Za poezijo ne vem, ampak besedila petih pesmi pa tudi nastaja tako, ja. Da imajo najprej besedilo in potem se dodaja melodijo. Kako daleč nazaj pa ste šli tudi v zgodovino glede raziskovanja tega? Ali sploh obstajajo viri, kaj je bilo pred razsvetljenstvom, recimo v slovenskem jeziku? Verjetno ja, iskreno pa nismo šli toliko v zgodovino. No. Ker koliko pa je pravzaprav, kar se tiče slovenščine, teh virov? Ves čas, sploh tudi tukaj je bilo precej turbulentno področje, marsikaj se je verjetno zažigalo, okupatorji so bili tukaj. Ali se vidi, da ki recimo manjka kaj, kar bi želeli raziskati? Mislite v povezavi z glasbo? Ne, v povezavi na splošno slovenskim jezikom, mogoče, da ste potrebovali kakšne vire, tudi glede razvoja samega jezika. To bi verjetno kolegica in tudi kolegi, no, ki poučujejo tako zgodovino jezika kot književnost od začetkov do sodobnosti, bi gotovo imeli več informacij o tem. Vi potrebujete predvsem bolj aktualne informacije. Ja. Dajte prosim mi še povedati za zaključek takole, rekli ste, da imate ogromno nekih različnih področji, na katerih ste aktivni vi in vaši študentje. Med drugim ste mi omenili šolo slovenščine, ki poteka poleti. Je možno, da se vanjo vpiše tudi kdo, katerega materni jezik je slovenščina, ampak bi jo želel izpopolniti? Ja, prihajajo tudi potomci, naprimer Slovencev, ki so se izselili, Argentino, Avstralijo in tako naprej. Tudi kakšni iz zamejstva, no? Mogoče iz Trsta, mogoče nekateri, ki imajo partnerja ali pa družina partnerja, ki govori slovensko, pa bi oni radi se jim približali, ne? In bi si radi učili slovenščino. Drugače pa nekateri prihajajo, ker potem pridejo tudi študirati v slovenščino, tako da je pestra skupina, no? Teh, ki bi se želeli učiti. Koliko pa potem to traja? Koliko časa traja? 14 dni. Prvi ponedeljek julija ponavadi se začne. Imajo pa organizirano v dopoldanskem času lektorat. V popoldanskem večernem, no, imajo razne delavnice. Sobote so pa namenjene za ekskurzije. Kakšne so pa potem ekskurzije? To je čisto prosto po Prešernu, ali je tudi vezano na jezik? Ja, gotovo nekaj je vezano na jezik, ne. Ne vem, ali gredo mogoče po Istri, v Ljubljano, mislim, da so šli Cukrarno pogledati, pa tale Prešernov spomenik. Po Krasu vem, da so tudi hodili različno, no. Pa ste kdaj sodelovali s temi delavnicami, z delavničarji, ki imajo tujci ponavadi največji problem s slovenščino? Mislim, da tudi odvisno, na kateri stopni se učijo, ne? Ali na A1 ali na B1, zelo različno. In kaj jim dela probleme, pregibi besed? Ja, tistim, ki nimajo sklonov v svojem jeziku, naprimer Makedoncem, ne, gotovo je to zelo velik problem. A Makedonci pa sploh ne pregibajo besed? Nimajo sklonov, ne. Imajo samo imenovalnik? Ja, drugače izražajo sklone. Aha, super. Torej, makedonščine se bomo naučili lažje.
Kaj pa sicer še pripravljate na vašem oddelku do konca letošnjega šolskega leta? Ne sicer samo na oddelku, no, ampak na fakulteti imamo dneve humanistike. Drugače, kot sem že prej omenila, nekateri študenti bodo sodelovali pri projektu ob 120. obletnici Bogomira Magajne. Na dnevi humanistike se dogovarjamo za pogovorni večer z MEF-om in za predstavitev Slovenskega lingvističnega atlasa, pa tudi drugi kolegi iz ostalih oddelkov pripravljajo marsikaj zanimivega. Slovenski lingvistični atlas bo pa kaj? Ponavadi smo navajeni v atlasu gledati predvsem veliko zemljevidov. Bo tudi tam veliko zemljevidov? Gotovo bodo jezikovne karte, gotovo pa tudi avtorica oziroma avtorica povedala tudi, kako se zbira besede, pa mogoče kaj pomenijo določeni zapisi, kako se razlikuje po posameznih krajih in podobno. Sodelujete mogoče kaj tudi z kakšnimi institucijami v Trstu? Ne, mislim, da zadnje čase ne. Zadnje čase prej pa ste? Smo že v preteklosti, ja. Ker verjetno se tudi tukaj slovenščina, kljub temu, da govorimo o par kilometrih razlike, precej razlikuje. Ja, zamejci imajo precej drugačno. No. Na kakšen način pa je drugačna, da uporabljajo skladnjo po italijansko ali kaj podobnega? Ja, to je moraka njihova posebnost, niti ne težava, no, da slovenske besede skladajo res po italijanskem vzoru. Ne. Mogoče to zelo vidno na primeru besednih zvez. Mi običajno samostalniške besedne zveze tvorimo tako, da na prvem mestu imamo samostalnik, na drugem pridevnik, pri njih pa ravno obratno potem. Ne. Imajo pa tudi precej, ne bom rekel precej, drugačen samoglasniški sistem, kar se jih tudi sliši. Ne. Kaj to pomeni? Drugače izgovarjajo samoglasnike kot v standardnem jeziku in tudi drugače kot v južno-primorskih govorih. Je to bolj sorodno kateremu od ostalih primorskih govorov ali čisto nekaj svojega? Ena od raziskovalk je v eni raziskavi prišla do ugotovitve, da imajo čisto svoj samoglasniški sistem. Se pravi, kot da je samo vzniknilo samo od sebe. Ja, oziroma nekakšna, ne bom rekla kombinacija, nekakšen zbir, skup slovenskih in italijanskih vplivov, verjetno. Ali tudi hrvaščina pušča kakšen vpliv na južno-primorsko? Da ste mogoče opazili, da se kaj drugače naglašuje zaradi tega? V narečju gotovo. Tudi verjetno, mogoče v narečjih imajo več teh mehčanih, mogoče čejev, ki so značilni tudi za hrvaške govore. Jaz je pravzaprav zanimivo, kako smo Slovenci bili edini, ki v recimo času Jugoslavije nismo imeli teh zmehčanih ali nemehčanih čejev, kljub temu, da ponekod se uporabljajo. Kako se potem to, ko delajo slovar, odločijo? Ja, imeli bomo čez eno črtico, čez dvema črticama. Ja, osnova slovenskega knjižnega jezika je govor osrednje Slovenije. Ne? In zopet ugotavljajo rabo. Ne? Sicer rabo v uradni komunikaciji, ne v zasebni, ker tam gotovo govorimo, če ne narečje, vsaj pokrajinski pogovorni jezik. Se vam zdi, da če uporabljamo knjižno slovenščino, da smo bolj razumljivi celotni Sloveniji ali ravno ne? Gotovo smo bolj razumljivi, kot če bi uporabljali narečja. Ker drugače bi se težko razumeli, ne vem, nekdo iz Južne Primorske, pa nekdo iz Prekmurja. Ker ravno sem brala v enem predgovoru k pravorečnemu priročniku, da slovenski knjižni jezik pravzaprav sploh ne obstaja več. Da nekoč je živel v gledališčih, zdaj pa še v gledališčih pravzaprav tiste ije na koncu glagolov povsem izpuščajo. Bi se strinjali, ali slovenski knjižni jezik sploh obstaja?
Ja, obstaja še in trudijo in trudimo se tudi, da bi še vedno obstal. No? Ampak kot pravim, vprašanje tudi, v katerih govornih položajih. Ja, ker v osnovnih šolah, verjetno tudi nekje sredi Prekmurja, verjetno ne govorijo povsem zborno. Ne, gotovo ne. Gotovo ne v osnovnih šolah, ker se šele v bistvu želijo približati učencem in tudi verjetno bi bil prevelik šok, da bi za učence, da bi kar naenkrat iz domačega okolja prišli na standardni jezik. Pa se vam to kot slovenistki zdi narobe? Pa ne, tako kot sem prej rekla, če uporabnik jezika ve, da naprimer doma govori drugače kot v uradnih komunikacijah, se mi zdi to čisto sprejemljivo. Bolje, kot da začne govoriti angleško. Ja, vsekakor. Lepa hvala, da ste si danes vzeli čas. Dokdaj si lahko ogledamo razstavo? Pospravili bomo aprila, tako da nekaj časa je še. Kje točno se nahaja? Nahaja se v prvem nadstropju fakultete. Če se sprehodite pač po hodnikih, boste opazili gotovo. Super. Lepa hvala in srečno še z drugim semestrom, da ne rečem zaključkom leta. Hvala. Tako, danes ste slišali nekaj v teoriji, kako izgleda razstava. Kot rečeno, lahko si jo greste ogledati tudi sami vse tja še do konca marca. In videli boste, o čem sva danes govorili z doktorico Jano Vovk, predstojnico oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Lep dan še naprej in se vidimo kmalu.